No, pa poglejmo, na kak način bi lahko uporabili dodatno kamero pri videokonferencah. Tule imam kamero, ki je ena na računalniku, ena je pa zunanja in je USB kamera. Kako lahko določim, katero kamero bo kazalo? No, tule imam tele 3 pikice in potem lahko tule speaker, mikrofon and camera in lahko izberem, katero kamero. Recimo USB kamera. Na primer takole. Lahko imam pa kamero na računalniku, FaceTime kamera. No, takale kamera izgleda pa približno takole. Žal jih v tem trenutku na slovenskem trgu ni za dobiti kamer pod 1000 evrov, takele kamere so pa pred samo krizo bile okrog 30 do 40 evrov, potem so pa skočile na 100 evrov. No, ampak, zakaj bi to bilo primerno, ne? Če bi imeli, na primer, za pokazati kakšen eksperiment ali kaj takega, da bi želeli pokazati, kako je kaj v knjigi ali pa nekaj podobnega, kako se kak izdelek naredi ali pa na kak način rišemo, je potem taka kamera zelo primerna za kazati stvari. No, na žalost, še nisem ugotovil, na kak način bi dve kameri istočasno priklopil, kar bi bilo uporabno na primer za snemanje kakšnih ocen na daljavo, ne, da bi snemal in učenca in izdelek in zaslon ekrana, ampak zaenkrat samo tole. Samo toliko, da vidimo, na kak način to lahko upravljamo. Torej gre samo tule pri kameri, izberemo, katero kamero želimo, torej tako kot sem rekel, FaceTime, to je kamera na samem notebooku, ali pa druga kamera, lahko bi imel celo pač toliko kamer, kolikor imam USB priključkov in bi lahko imel več teh kamer, ampak jih moram seveda preklapljati. Če se bomo še to kdaj šli, mogoče poskusimo, na primer za kako naravoslovje, kemijo, fiziko, ali pa še kake druge predmete, tudi likovna tehnika, bi ta metoda prišla zelo v poštev. Hvala.